Do akademskih 15. Še 6 minut. En, dva, tri. Pozdravljeni na dnevu odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Študa. Hvala lepa za to številčno udeležbo. Verjetno bo še marsikdo prišel, je marsikdo še v službi zdajle. Da ne bomo predolgi, kar ene par stvari so naši operativci pripravili do nas. Neki, kako se tem reče, služb civilne zaščite vidite že prisotnih. Začeli bomo pa s predstavitvijo prve pomoči. Tako da kar predajam besedo gospe Renati. Hvala lepa, da ste se odložili. Hvala lepa. Zdaj, da se predstavimo, mi prihajamo iz službe nujne medicinske pomoči, tukaj v Domžalah, tukaj smo mi za vas. Jan je reševalec, voznik reševalnega vozila. Prišli sem, da vam nekako pokažemo, da tudi vi, na kakšen način tudi vi pravzaprav lahko morda nekomu rešite življenje. Zdaj, pokazali vam bomo, kako se izvajajo temeljni postopki oživljanja. Pokazali bomo tudi uporabo avtomatskega defibrilatorja, ki je v bistvu pripomoček za oživljanje, ki nam tudi lahko daje navodila, če ne vemo, kako moramo pravzaprav ukrepati in pa po potrebi prepozna srčni ritem pacienta in če je potrebno sprožiti sunek električnega toka, to tudi priporoča in nam pomaga to narediti. Tako da sam za začetek, kdo pravzaprav potrebuje oživljanje, koga moramo mi oživljati? Bolnika. Bolnika, super. Kjerga bolnika pa? Kjerga kol. Ne, oživljati moramo tistega bolnika, ki se mu je srce ustavilo. Se pravi, če nekdo zdaj, ne vem, tukaj le skup zleze, se mu lahko srček ustavi in tistega pacienta, bolnika moramo mi oživljati. Kako pa mi prepoznamo, ali je nekdo samo v nezavesti, ali je mogoče mu samo slabo ratal, ali pa res se mu je srce ustavilo. To moramo mi ugotoviti, zato da vemo, a moramo ga mi oživljati ali ne. Ali pa če se zaleti. Ali pa če se zaleti, tudi se lahko zgodi. Kako naredimo? V bistvu dva znaka moramo preveriti, da bomo ugotovili, ali pacient v srčnem zastoju ali ne. Prvi znak je to, da se pač ne odziva. Če nekomu srce ne dela, ne pride nič krvi v možgane in pač ne more se odzivati, ne more nam odgovarjati, sploh se nič ne odzove. To naredimo tako, da zmeraj pacienta pač malo pokličemo. Halo, gospod, kaj narobe? A ste pa vse, kaj z vami? Malo ga potresemo, lahko ga tudi malo ščipnemo. Sprožiti moramo nek impuls, da vidimo, a mogoče bo on oči odprl, pa bo rekel, karkoli se bo odzval. Če se pa nič ne odzove, da sploh leži brez znakov življenja, moramo pa naslednjo stvar poklicati takoj nekoga na pomoč, še nekoga, da nam pride pomagati. Ker sami bomo težko se tole uredili, kar je treba, se pravi, takoj spoznamo, da se nekdo ne odziva, zaupijemo, ej, na pomoč, prosim, pridni pomagati. To se pravi, sva že dva ali pa kogarkoli v bližini, ne? Naslednja stvar moramo pa zdaj preveriti, a ta oseba diha ali ne diha. Zdaj, kako bomo to naredili? Oddaleč, če ga gledamo, mogoče malo težko vidimo, ali diha ali ne. Osnovne stvari, ki jih gledamo, če nekdo diha, je tole. Slišimo dihanje, a ne? Če se mi fajn približamo k pacientu, pa malo zvrnemo glavo, približamo uho. Približamo uho k njegovim ustom, da bomo slišali, a kaj diha. Istočasno, če človek diha, imamo sapo, ne? Toplo sapo začutimo, če nekdo diha. Pa še če istočasno pogledamo takole, prsni koš, a se kaj dviga, a se nič ne dviga, ne? Mi, ko dihamo, se nam prsni koš tudi dviga. Se pravi, 3 stvari gledamo. Poslušamo, občutimo sapo, pa še gledamo, če se prsni koš dviga. Če nič od tega ni, to je alarm, to je panika. Pokličemo 112. Se pravi, da ni panike, pokličemo 112. Ne? To je tisti trenutek. In kaj je važno, da povemo? Da smo najdeli nekoga, ki je nezavesten in ki ne diha.
Vas ne veliko spraševali, sam rekli bodo, kje ste, telefonsko, karkoli, da vas najdejo in bojo oni čim prej prišli. Zdaj, če ste verjetno ste že kaj slišali, da imajo zdaj ta novo službo, imamo v Sloveniji, ne, to dispečersko službo zdravstva. Se pravi, 112 vas bojo privezali k dispečerju in ta dispečer vam bo lahko tudi vaš čas navodila dajal, medtem ko bo druga ekipa že na poti k vam. Ker do zdaj je bilo tako, da si ti najprej govoril, pa si pa še mogel iti v avto in pa nisi mogel več govoriti. Zdaj pa ena ekipa sprejema klice in lahko daje navodila, druga ekipa pa že je na poti k vam. Se pravi, da smo pospešili v bistvu ta odziv. Se pravi, ko smo poklicali, ugotovili smo, da je nezavesten, da ne diha, poklicali smo, to se pravi, zdaj moramo pa mi začeti nekaj delati, dokler ekipa ne pride z opremo, pač znanjem, z vsem, kar je potrebno, da bodo oni lahko to najbolj učinkovito naredili. In kaj zdaj naredimo najprej? Smo rekli, zdaj s temi znaki smo ugotovili, da v bistvu njemu srce ne dela. In pri človeku najbolj važno je, da mi srce poganjamo. Ko poganjamo srce, poganjamo kri po telesu in bo prišlo malo krvi, pa malo kisika tudi v možgane, pa v pljuča, pa v srce, v tiste 3 vitalne, bi rekla, organe, ki so pomembni, da človek lahko živi. In če mi to dobro delamo, mi toliko, da malo krvi poganjamo, bomo v bistvu kupili čas, da bo lahko pač ekipa pol zdravili, pa z vsemi drugimi pripomočki nadaljevala z oživljanjem. Ker če pa pri osebi, ki je v srčnem zastoju, nihče nič ne dela, po 5 minutah približno njegovi možgani brez kisika, brez krvi bojo umrli. To se pravi, vsako minuto v bistvu preživetje pade za 10%. Se pravi, če 10 minut nihče ne dela nič pri človeku, ki je v srčnem zastoju, je zelo majhna verjetnost, da bi preživel. Če pa takoj začnemo, je pa 50% možnosti, da preživi. To se pravi, mi smo tisti, ki smo razlika med življenjem pa smrtjo. Se pravi, mi smo tisti, ki lahko dejansko človeka rešimo. Mogoče ga ne bomo, ampak mi bomo dali 50% možnosti. A ne? Se pravi, mi zdaj, ki smo ugotovili, da nima znakov življenja, spoklicali smo že 112, zdaj bomo pa mi lahko začeli z oživljanjem. In najprej začnemo masirati srce. Naredimo 30 masaž, pa 2 piha. Če znamo, možno je, dopušča se, če ne znamo, pa ne vemo, kako bi, da samo masiramo, pa ne dajemo vpihov. Ampak pač, če smo se kdaj učili, je dobro, da damo tudi vpihov, ker s tem damo malo kisika tudi v človeka, ne? Se pravi, se bomo pokazali, kako se to dela. Sama masaža srca, kje se naredi? Ne? Masaža srca se dela na sredini prsnega koša, na sredini prsnice. Človek ima na sredini prsnega koša eno tako dolgo kost in pod to kostjo leži srce. Čeprav srce ni čisto mečkanje na levi strani, ampak mi moramo srce stisniti med to dolgo kost pa med hrbtenico. In ko stisnemo srce, poženemo kri po žilah. Se pravi, naš namen je, da bomo toliko stiskali, da bo šla lahko kri po žilah, da bo prišla v možgane, da bo prišla v pljuča, da bo prišla v srce, da bo človek z nekim minimalnim, bi rekla, krvnim obtokom lahko preživel. Kako določimo to mesto? Smo rekli, sredina prsnega koša. Pogledamo, kje se končajo rebra, ne tle spodaj, kje je želodec. Rebra se končajo nam, če si vsak pri sebi malo pošlatal, te videli, kje se rebra končajo, takole pri strani. Ne? Tam je konc rebr, to je ena, to je spodnji del, zgori se pa rebra, tle začnejo pri ključnici, tako. Se pravi, pomirimo. Spodaj pri rebrih, pa zgoraj in to damo na polovico in tudi na polovico prsnega koša. Se pravi, to mesto, ki ga določimo, potem postavimo gor peto dlani. Se pravi, ne prste, ne na sredo, ampak tukaj peta dlani, to je tisti, ki je najmočnejši del. To je tisti, ki je najmočnejši del našega telesa, ki bomo res lahko fino pritisnili, ne? In ko smo določili mesto, bomo potem začeli masirati. Med tem časom njega smo prosili na pomoč, da nam pride pomagati. Rečemo, lej,
tamle imajo na gasilskem domu defibrilator, 5 hiter po defibrilator. Ko gre on, mi že nadaljujemo z oživljanjem. Ne? Zdaj pa, koliko močno moramo mi pritiskati? Kar močno, moramo pritisniti 5 do 6 cm. Se pravi, to ni malo. Zelo velikrat pri starejših osebah tudi polomimo kaj. Ampak pri starejših so kosti krhke, se rade zlomijo, pri mlajših se ne bojo. Ampak če ne bomo toliko pritisnili, ne bomo stisnili srca in potem pravzaprav nismo učinkoviti. Ne? Mi moramo stisniti srce, če hočemo kri pognati po telesu. Ne? Se pravi, moramo toliko močno pritisniti, se bom pokazala ne z eno roko, ampak z obema rokama. Ne? In kolikrat smo rekli 30krat, koliko hiter, 100krat na minuto bi morali, 100 frekvenca je 100 na minuto. Ne? Se pravi, to je skoraj 2krat na sekundo, koliko hiter moramo v bistvu pritiskati. Ampak ker bomo vmes, če bomo dali upihe, pa mogoče ne bomo čisto, bo pol prišla tisti dejanskih utripov 70-80, kar je dovolj. Ne? Ampak tisti tempo mora biti pa 100 na minuto. Ko smo dali 30 masaž, bomo dali lahko 2 upiha, če to znamo. Zdaj, če hočemo upih dati, moramo človeku malo glavo zvrniti, zato da poravnamo sapnika, ne? Da lahko pihnemo noter v njegova pljuča. Ne? Zvrnemo v bistvu glavo tako, da primemo za čelo, pa takole pod brado in pol v bistvu, če hočemo mi pihniti, moramo z našimi usti objeti njegova usta, pa zatisniti nos, da ne bo šel zrak iz ust skozi nos ven, ampak da bo šel dejansko v pljuča. Se pravi, s to roko, ko imamo na čelu, zapremo nos, objamemo usta in pihnemo in tako malo spremljamo, a je šel zrak noter, a so se kaj dvigali na pljuča. To naredimo 2krat, pa spet začnemo masirati. Med tem časom, če je prišel že AED, bomo pa že AED nalepili. Eden nadaljuje z oživljanjem, ta drug, ki je prišel, pa nalepi nalepke. In pol poslušamo, kaj nam bo AED delal. Zdaj, kaj nam bo AED pač dal navodila. Tako da zdaj bomo poslušali še tole našo mašino, kakšna navodila nam da. To je dejansko pripomoček, zato ker nam on pove, kaj moramo mi narediti. Ne? Vedno ga odpremo, pač ponavadi ima kakšne pokrove, če jih ima. Tale tukaj, ki ga ima tle v gasilskem domu, niti nima pokrova, se ga sam v bistvu pržge, ima tam en gumb za pržgati. Odpite zavoj elektrod in jih vzemite ven. A se sliši? Ja. Odpite zavoj elektrod in jih vzemite ven. To se pravi, zdaj nam je Odpite zavoj povedal. elektrod in jih vzemite ven. Odlepite eno elektrodo od plastične podloge. Odlepite eno elektrodo od plastične podloge. Prilepite eno elektrodo na kožo prsnega koša zgoraj. Prilepite eno elektrodo na kožo prsnega koša zgoraj. Odlepite drugo elektrodo in jo prilepite na kožo Se prsnega pravi, on koša nam ves čas spodaj. daje navodila, kaj ne naredimo. Odlepite drugo elektrodo in jo prilepite na kožo prsnega koša spodaj. Ne dotikajte se bolnika. Analiza poteka. Kadar aparat dela analizo, nam reče, ne se ga dotikati, zato da mi ne zmotimo te njegove analize. Ne? Elektrošok je priporočen. Zdaj on ugotovil, da priporoča elektrošok. Pritisnite na utripajoči gumb za izvedbo elektrošoka. Vedno začne nek gumb utripati na teh defibrilatorjih, zato da vemo, kaj moramo pritisniti. Utripajoči gumb za Vsi moramo iti stran, noben se ne sme pacienta dotikati, se ta v resnici ne da, in pritisnemo na gumb. izvedojoči gumb za elektrošok je izveden. Sedaj se Izvedel je lahko šok. varno dotikate bolnika. Zdaj pa lahko nadaljujemo z Začnite oživljanjem. doživljanje. Izvedite 30 pritiskov na prsni koš. Nato dajte 2 vpiha. Če mi že znamo, lahko že takoj začnemo oživljati, ampak če mi pojma ne bi imeli, bi nam ta mašina vse povedala, kaj moramo narediti. Ne? Zdaj pa on šteje, to je ta ritem. Toliko hitro moramo mi masirati, pritiskati. Se bomo pa Dajte vpih. pokazali tekoče. Dajte vpih. Zdaj je bilo 30, je on štel, zdaj pa bi mogli dati 2 piha, zdaj bo pa spet nadaljeval. In to v bistvu mi nadaljujemo, dokler ne pridejo reševalci. To je to, kar v bistvu mi kot laik, kot nekdo, ki nima dodatne opreme, lahko dela.
Če nimamo mašine, pa sam delamo skozi 30 masaž, 2 opiha, 30 masaž, 2 opiha, skozi takole delamo. Tako, zdaj bomo pa tekoče pokazali nekak tale cel pristop, tako da boste res pač dobili en občutek, kako to se naredi. Pol pa mogoče, če bo, ne vem, koliko imamo še v programu, kaj časa bi lahko tudi poskusili, da boste malo občutek dobili, koliko močno je to treba pritisniti. Vidimo, da nekdo leži na tleh. Gospod, kaj je z vami? Halo, gospod, a me kaj slišite? Daj, prosim, prid pomagati, nekaj narobe z njim. Viš kaj, naš ne diha, daj, prosim, kar poklič na 112, da imamo tukaj pred gasilskim domom v študiji enega gospoda, daj, no? Kaj se zgodi, nismo, pola ne pridejo. Trindvajset, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A so se kaj dvignila pljuča? Malo je, tam. O, super, si že ajde. Kaj je še pomemben, da tlele imamo čim bolj stegnene komolce, da imamo več moči, da v bistvu masiramo, a vidite, s telesom, ne z rokami, ampak masiramo takole s telesom. Odkrite zavoj elektrod in jih vzemite ven. Odlepite eno elektrodo od plastične podloge. Odlepite eno elektrodo od plastične podloge. Prilepite eno elektrodo na kožo prsnega koša zgoraj. Prilepite eno elektrodo na kožo prsnega koša zgoraj. Odlepite drugo elektrodo in jo prilepite na kožo prsnega koša spodaj. Odlepite drugo elektrodo in jo prilepite na kožo prsnega koša spodaj. Ne dotikajte se bolnika. Analiza poteka. Dotikajte se bolnika. Ne dotikajte se bolnika. Analiza poteka. Elektrošok je priporočen. Polnjenje. Stopite stran. Vsi se odmaknete. Pritisnite na utripajoči gumb za izvedbo elektrošoka. Elektrošok je izveden. Sedaj se lahko varno dotikate bolnika. To se pravi, Začnite zdaj oživljanje. malo ste videli, ne, tole. Izvedite 30 pritiskov na prsni koš. Nato dajte 2 vpiha. Če mi že znamo, mi že lahko začnemo z masiranjem, a ne, ni treba, da čakamo, da nam on tole vse razloži, če mi že znamo, ker je v bistvu zelo pomemben ta čim krajši čas brez masaže. Ker če mi nehamo masirati, v bistvu se že bo krvni tok ustavil. In pa spet traja in čas, da spet zažene, a ne. Je zelo pomemben, da čim manj prekinjamo tole masažo, a ne. Pa še, kar je pomemben, ker je to precej naporno, če nas je več, je fajn, da se nekako na 1-2 minute kar menjamo. Da enkrat eden masira, pa drugi masira, da se malo spočiješ, pa greš pa spet naprej, ne? Ker to na roke masirati je kar težko, ne? Ste videli, zdaj med tem časom, ko damo pih, se lahko vse najlažje, ne, da se takrat, ko tako prekinemo masažo, da takrat nadaljujemo z masažo. Mogoče sam neki, po mojem, Ne bomo ga. ampak mogoče sam še to, da rečemo, a ne 5 do 6 cm, to je kar neki. Ampak tle so sigurno kakšni zelo močni fantje, po mojem, da bi znali malo preveč močno pritiskati, to pa spet ni dobro, ker lahko v bistvu kakšen organ v notranjosti se vsem poškoduje, če bi mi res tako z vso močjo možakari močni pritiskali. Tako da ene 5 do 6 cm moramo imeti nekako v mislih, da moramo ene toliko v bistvu pritiskati, a ne. Tako da mi vidimo, ko pač to učimo ali pa to pač pri ženskah ponavadi jih moramo zmeriti, dajte malo bolj, pri fantih pa velikrat moramo reči, majhen manj lahko, ni treba tako močno, a ne.
Tako da tiste 5 do 6 cm je fajn, da imamo v glavi, koliko pač je to treba delati dejansko. No? Tako da, se pravi, če še enkrat poskusimo ponoviti, ne? Prepoznati moramo, da nekdo rab tole, kar smo zdaj delali. Ne? Se pravi, moramo ugotoviti, da je nezavestna, se nič ne odziva in da ne diha. Kad to ugotovimo, kličemo 112. Kad smo poklicali 112, če je še kdo prišel, pa da ve, ki je AED, pejte ga čim prej iskati. In tisk, ko stane pri pacientu, začne z masažo, 30 pritiskov, pa 2 vpiha. 30 pritiskov, pa 2 vpiha. Če imamo AED, ga vmes nalepimo, nič ne prekinjamo masaže, ker čim manjše prekinitve masaže pomenijo večjo možnost, da bo pacient preživel. In pač to nadaljujemo, ko imamo AED, če nam da navodila, da moramo dati šok, ga poslušamo, ko reče, da nadaljujemo, spet z masažo, spet nadaljujemo. Ker lahko se zgodi, če smo mi zelo bili ob samem dogodku zraven, pa imamo AED v bližini, pa imamo hitro, naredimo to in masažo, in defibrilacijo, se pravi in elektrošok, se lahko zgodi, da bo pacientu srce se ponovno zagnalo in bo potem aparat rekel, oživljanje ni več potrebno, preverite znake življenja ali kakorkoli. Skratka, lahko se nam zgodi, da smo dejansko s tem prvim šokom, če smo zelo hitri, uspešni in bo pacient dobil svoj utrip nazaj in bo on počasi začel tudi sam dihati. Tako da nam bo aparat povedal, je treba še oživljati ali ni treba, je treba elektrošok dati ali ni treba. Tako da to nam je v veliko pomoč. Pomembno je to v bistvu, da nam ta znanje res lahko pride prav doma, par sosedih, kjerkoli, ko se nahajamo na izletu, ne vem, kje smo, se lahko pač neka taka stvar zgodi, ker velikrat so to v bistvu čist nenapovedani dogodki. Včasih se zgodi, da kakšnega človeka prej, recimo, kaj v prsih tiši, da kaj začne težko dihati, pa pol, recimo, zgubi zavest, pa se mu srce ustavi tudi to, takrat nas že prej malo pozorija, ne, kaj, da se nekaj pri temu dogaja. Velikrat je pa kar zle, pa zgubiš zavest, srce začne trepetati in v bistvu se pride do srčnega zastoja. No? Z veseljem odgovorimo na kakšno vprašanje, z veseljem poskusite zaradi občutka. Ja, super vprašanje. Če bi pacient začel dihati, mogoče se celo kaj premikati poskuša, je zelo fajn, da ga damo v položaj za nezavestnega, to se pravi, da ga damo v bistvu na bok. Evo, Jan nam bo pokazal, kako zgleda ta položaj, se pravi, mi moramo to roko umakniti navzgor in pacienta v bistvu za nasprotno stran proti sebi obrnemo, zdaj tle ne moramo roke skrčiti, drugače roko tako damo, da se v bistvu on pač sam svoj obraz podpre, a ne ga skrčimo, tako da v bistvu sam v svoj komolce naslon. Zakaj je to važno? Ker na ta način bo ostala sproščena dihalna pot, če bi slučajno kaj hotel bruhati ali kaj bo lahko tišlo ven in tazga pacienta ne smemo zapustiti. Moramo v bistvu spremljati, a on diha, a še diha, če se zgodi, da preneha dihati, ga moramo nazaj na hrbet obrniti, še enkrat preveriti in če pač se je ponovil, moramo spet začeti z oživljanjem, ker se lahko pač tudi zgodi, da se ponovno srce zaustavi. No? Gasilci so že prišli. Gasilci nam zelo velikrat pomagajo, tudi pri takih situacijah, sploh če je to na kakšnem čudnem mestu, ko pol rabimo še pomoč za transport, ali pa na prometnih nesrečah, ko boste videli. Tako da, evo, če bi kdo rad poskusil, tudi evo, z veseljem ste vabljeni. Pri otrocih je isto, 32. Po ta novem je isto, pri otrocih se priporoča, da najprej damo 5 vpihov, pa začnemo masažo srca. Drugače pa 32 je pa isto. Pri otrocih je v bistvu ta razlika zaradi tega, ker pri otrocih je bolj nekako možno, da v bistvu zgubijo zavest,
in da se jim srce ustavi zaradi težav z dihanjem, ker imajo ta dihalni sistem slabši, pri odraslih je pa srce slabši, ne? Zato pri odraslih začnemo najprej srce, pri otrocih pa najprej dihanje. Ja, kaj pa pri dojenčkih pa je treba s prsti samo, ne s celo Če je, roko, ne? ja, super. Če je pač dojenček zelo majhen ali pa tudi otrok, če je majhen, pa ne bomo z obema rokama masirali, ne? Ampak če imamo pač enega dojenčka, če imamo dojenčka, je v bistvu možno, da pravzaprav ga primemo, da objamemo prsni koš, če je to majčken dojenček in pritiskamo z dvema prstema. Tudi pri dojenčkih moramo v bistvu 4 cm stisniti. Veste, koliko je to? Veliko, ne? Ali pa, če ga imamo pač na podlagi, da smo sami, a ne, pol bomo težko ga tako držali, potem pa v bistvu lahko samo z dvema prstoma dejansko nekako na sredino med bradavice otroka, tudi na prsnico, ne, se pravi na to trdo kost na sred prstnega koša moramo pa vedno, ne, in pri otrocih, in pri dojenčkih, ampak pri majhnem dojenčku z dvema prstoma, če je to malo večji otrok, pa lahko sam z eno roko, a ne, da ne bomo z vso močjo, ampak z eno roko, malo bolj rahlo, moramo pač nekako prilagoditi moč glede na prsni koš otroka in pri otrocih je nekako 4 do mogoče 5 cm, pri odraslih pa 5 do 6 cm. Tako da je pri otrocih malo tudi manj treba pritisati. Približno za 1/3 prsnega koša se mora pač zmanjšati ta premer. Pa še, evo, Jan me je spomnil, pri otrocih seveda, če dajemo umetno dihanje, Bog ne daj, da damo celo naša pljuča vanga, ne? Ker morate vedeti, da so pljučka pri otroku toliko manjša in v bistvu bolj nežno vpihnemo, toliko da vidimo, da se prsni koš malo dvignil. Ne rabimo veliko napihovati volumna, samo da spravimo malo kisika noter. Super, se lahko še pol, še kakšno vprašanje, če bojo. Zdaj pa evo, če bi kdo želel poskusiti, zaradi občutka, koliko močno je treba to pritisniti, lahko poskusite. Kaži malo pomirno koka, ker mi moramo približati na sredini in damo to usporedno, takole. Ja. Pa drugo roko tudi takole gor. Prekrižaš. Takole. Tako, pa prste malo gor in zdaj s tem delam, pa kar super, malo na kolena poklikam, takole, stegnene komolce, super, evo, takole, sam še malo hitrej, to. 1, 2, 3, 4. Približno takole. Ja. A lažje ti je, če komolce imaš čisto stegnene. Takole, Tega s celim telesom gor. Pa da poskušamo zmer pritiskati v bistvu res preko tega, ne celo roko, ne? Ker pa lahko še rebra zraven bolj hit polomo, ampak dejansko s tem delom, ko pridemo na prsnico, da v bistvu res držimo na v bistvu, da ne pritiskamo še na rebra, ampak da dejansko da pritiskamo s tem delom, a ne, ko imamo čim večjo moč. Še malo probati. Si, okej. Na počas ali bolj? Lahko nas počas. Koliko realno? Smer na počas, kot da samo. Dokler se ne grize. Evo. Gospod, je vse v redu z vami? Na pomoč! Daj, poklic 112, pa pogled, če je kakšen aparat tukaj zraven. Halo? Ne diha. Ja, super. Ne diha. 86 imamo nezavestnega človeka, ne kaže znakov življenja. Ne diha. Skušamo z življenjem. Prosim, pridite čim prej. Aha. Se pravi, če hočemo mi poslušati dihanje, moramo nekaj glavo več zato da se tako izravna, da mi slišimo malo, da lahko zrak ven pride, da se ta jezik malo makne, da lahko diha človek. A je bilo že 30? Ne, 3 minute to dela. Ne tako hiter. Ja, majhen manj hiter.
Čisto nekaj bolj počasneje. Še malo počasneje. Za nos ga primi. Za nos ga primi. Tam se kakšen reber že razloma, se ga bojo pol v bolnici popravili. Te rebre same zacelijo. Sam to boliš pol leta pa požar. Odkriti zavoj elektrod in jih vzemite ven. Odkriti zavoj elektrod in jih vzemite ven. Odkriti zavoj elektrod in jih vzemite ven. Odkriti eno elektrodek z podloge. Odkriti eno elektrodek. Pa nosko pa morate zakriti, drugače bomo skozi nos zračunali. Ja, takole, ja. Kaša zgoraj. Ja, sem se rekla. Daj me taj Matevžu, ej. Ja, to je šul zelo, veš, masirom. Ja. Ker drugače sta prav aparat zazna, da si ti dal to že gor, pa ti reče že. Ne bi ga jaz mogla pač ustaviti. Aha. Vsi stran. Za izvedbo elektrošoka. Elektrošok je izveden. Zdaj pa kar že lahko naprej masirate. Še naprej, da pa uživamo. Ko ga strese, ko je elektrošok, pol pacienta tako ga cukne dejansko, zato ker pač povzroči krč mišice, ne, tako da to se ne ustraši, to ga pač takole ga cukne. On se krč. Ja. Zdaj še imam. Ja. Evo, da pa Daj, naprej, seveda, doma, kar en pa se pa zbereš. Koliko zdaj že bilo masaj? A ti šteješ? Ureva še. Hej! O, še enkrat. A, vidva sta pa takole se zmenila, tudi to može, samo ena piha, ena masira. To je da. Enkrat, a veš, da se pa z njim ujameš, ti on daje tempo. To je tempo, ne? Od začetka Stay alive. Ampak pozabiš na tole, sploh ne slišiš. ne slišiš, čeprav je to glasen, ne. V tistem trenutku ne. Ker on nam daje tempo, ne, masaj. To večkrat dela. Kritka. Bog ne vda. Ja, zato je fajn poslušati njega, ker nam daje tempo, ker nam vsake 2 minute on naredi analizo, ne, zato da nam daje ta ritem, da imamo drugače čas gre tako hiter, čuden, da se zgubiš. Ja. On je pa pač nam daje skozi naročila, ne. Ne vem, koliko časa, ne moraš. Ne moraš dolgo, zato ste se pa že zamenjali, veš. Ja. Ne pa da Če si sam, probajo. koliko cajta? Max pol ure, kukar imaš kondicije. Kar enega dovolj, da ste zamenjali. Učinkovito to delo. Daj. Oj, no. A co? Parabu? Dobro, to vsaj smo ga Čeprav na tem očitno laboratoriju Se ne vem zdaj, kdo je živeti. gor, jaz sem zelo Nujna medicinska pomoč bo tukaj le še do 7, ali pa če bo interes tudi več. Kadarkoli v tem času boste lahko poskusili oživljati, umetno dihanje dajati, dodatne informacije dobiti, poskusili uporabiti defibrilator, kaj pištem. Ne vem, koliko veste, 5 metrov stran od mene se nahaja avtomatski defibrilator na gasilskem domu, eno leto pa pol nazaj nam ga je kupila skupnost Simona Jenka. Danes pa si lahko postrežete tudi še s kostanjem, tako da tam je naš kolega peče in pa pijačo, mošt, vodo, vodo z okusom, voda brez okusa, sok, pivo, pa častimo
študenjski gasilci. Svojo predstavitvijo bojo zdaj začeli gasilci Centra za požarno varnost Centra za zaščito in reševanje iz Domžal, Stoličevega. To je 4. izmena, ki bo v 6. končala službo in so svoj čas zdaj namenili nam. Fantje, vse, ki so mi videli, pokazali bojo, kako se ravna v prometnih nesrečah. Potrdite pa tudi do takrat, ko bojo fantje svojim delom prišali. Najprej nam bo pokazali opremo, potem se bodo odrezali teh 200 razbitih vozil in kasneje sledi še predstavitev našega gasilskega društva, kako ravnamo ali pa kako ne ravnamo ob požaru v kuhinji. Tam imamo eno improvizirano kuhnjo, malo bomo zakurili, vse bo zanimivo, ostanite z nami. Hvala. Bravo, gasilci! V imenu Centra za zaščito in reševanje. Od vodstva vašega društva smo dobili oziroma naročilo, priporočilo, da danes pridemo v vaše društvo predstaviti naše tehnično vozilo, hitro tehnično vozilo. To je ta Jeep Toyota, kateri je namenjen za posredovanje v prometnih nesrečah. Zakaj tako vozilo? Se lažje pripije skozi kakšne kolone oziroma gužvo na cestah. Je pa tudi zelo uporabno, če je prometna nesreča izven vozišča oziroma če avto zapelje iz vozišča v kakšno njivo, graben, po kakšni preživljeni navzdol in s tem avtom pridemo zelo zraven. Če je kakorkoli cesta normalna oziroma prevozna, se da s tem avtom dobro zraven. Tovornim pač ne, ostanemo na cesti, s tem pridemo pa zraven. Tako da smo hitrejši oziroma čim hitrejši in čim bližji ponesrečencu, kateri pač rabijo v tistem trenutku našo pomoč. Avto je precej enostaven, postavljen oziroma narejen tako, da je pregleden, ima pa vso potrebno opremo za posredovanje pri prometnih nesrečah oziroma za izrez ponesrečenca iz vozila in pa tisto hitro in prvo mobilizacijo ponesrečenca, kateri pomoč potrebuje. Zdaj, če lahko pridete uniksti pred domom, če vas zanima pač ta najbolj potrebna oprema v škarju oziroma razpiralo za razrez vozila, če vas pač zanima, je v sestavi mašinca, katera poganja in motor in pa ta hidravlični sistem. Eco Silent se imenuje. Ta mašinca nam pač poganja ta respiralo in pa škarje za razrez. Se pravi, tole so vse sestavi, to te pol videli kasneje pri prikazni vaji, ki bomo pokazali tukaj na teh dveh avtomobilih. Se pravi, to je osnova za izvlek ponesrečenca iz vozila. Z razpiralom, ki je na levi strani, se pravi, razpiramo pločevino, trgamo vrata z rezilkami, oziroma rezilko pa spižemo z to pločevino. Stebričke, prijaviti streho, spiš s temi škarje pa pol. Tukaj imamo podaljški filtralov, če pač ne moramo poteči zraven do ponesrečenca oziroma vozila, se pomagamo še z daljšimi krivi filtralni, da lahko avto dosežemo. Zraven te so oporne plošče, avto tudi razrežemo pač ponovati, da zgodi svojo trdnost in nekaj avto podržiti, ne glede, da je avto prevrne na bok ali je rekolesnik ali pa je na sprejeti, se avto modificirati oziroma se ga nekako pripraviti, da nam avto ne skupne sile potomače ali pa se nam kaj ne obpere, še potočni preživljena vzdol. Te imamo čisto navadne kuličke oziroma te ploščice, s tem se podlaga, da se da spravi ena navadna mobilizacija. Tukaj je sistem za mobilizacijo otrok, so otroci udeleženi, je sistem mobilizacije. Potem uporabimo nekako reflektorje. Marko, kontakt. Se pravi, ta reflektor se bomo probali. Ta reflektor se sestav je pa baterijski, kateri bi se kar nekaj ur, zelo praktičen. Se bo kolega pomagal, pa bomo to malo postavili. Ta reflektor je odzunaj.
No, bomo probali. Se pravi, potem nam pri avtomobilih, kateri imajo karambol, radi stečejo od olja, benzina. Čekaj, ko se stava, smo malo pokažeš. Dobro, bomo dali sistem, ki nam prejeli v avtu. Tukaj preko ne pomaže presenoviti, si ne treba zdravnišče osvetiti. Tako da se vidi, kaj in kje in kako počnemo, kaj delamo. Se pravi, je pa tudi prenosnik, tako da ga tukaj lahko zmontiramo in pa postavimo v bližino našega dela. Se pravi, te dva lončka za postaviti pod avto, da nam bencinske, potem oljne tekočine ne stečejo v podtalnico, v potok, v zemljo, se postavijo, če je tega več, si priskrbimo večje posode in sproti odvažamo ta material. Pa to je čisto enostavno za svet, evo, in je kar za precej ur našega pohodovanja, tako da to malo prvoško, to malo se fajn svetno, da se fajn povi. Zdaj ta super moči dobila. Se pravi nožek, pri katerem režemo pasove, varovalne pasove, tisti, ki smo mi prevezani, se to razreže, ponovadi so ljudje prevezani zdaj, ko še ni mere zdaj, ja, treba je to prerezati, da bi razrešnica iz ukrepa oziroma iz sedeža ven. Lepo se tudi kaj razbije s tem, da je to ali podoben. Se pravi, na začetku sem še pozabil povedati, označevalna tabla, ki je tukaj gor. To označevalno tablo postavimo v prometnih nesrečah, tako da je gasilski avto vidno, se pravi, ta stvar se lepo obnaša, ko vpraša, ta reflektor, tako da ja, da se stvar lušti. In pa je tudi pod potom se lepo obrne. Pri vozilih, teh manjših, pač vode ni zraven, čeprav mi se pravi zaščito proti požaru pripeljemo vedno sabo. Voda je vedno v kompletu in s tem tehničnim orodjem, tako da pri tem avtu, če smo prvi, si saj postavimo te gasilne aparate, da je tista minimalna požarna zaščita zagotovljena. Če pride slučajno do požara med našim delom ali pa že pri samem karambolu. Zdaj, če stopimo še malo na drugo stran. Moramo korektno pa pravilno upravljati to naše delo. Zdaj bomo šli pa počas, to je v osnovi ta hidrotehnično vozilo. Je še nekaj orodja, ampak vsak vijak oziroma vsak ključ in pa izvijač pa nam predstavljamo. Nekaj opremo bomo imeli še seboj za, če treba, recimo, akumulatorje, odklopati in tako. Zdaj smo pa manj, bomo pa tam predstavljali eno klasično prometno nesrečo, da ne bomo predolgi, nekako se ta stvar odvija v realnem stanju. No, to. Zdaj bomo mi prikazali, se pravi, prikaz prometne nesreče klasične, avta sta oba na kolesih, tako da delo ne bo preveč težko predvidevati. Kako začnimo, ja? Se pravi, pri taki prometni nesreči, tle sta avta s ceste odmaknjena, ampak vseeno si gasilci naredimo eno prošlje letno zaščito. Nekaj se zavljamo. Nekaj se ščita, pač nas cilj delamo na cesti, da nas drugi avti ne povozijo, ne spijajo. Nekaj se najbolj poslužujemo tako, da avto ustanemo za, oziroma pred prometno nesrečo, tako da avto nam ščiti nas in pa naše delo. Zdaj smo to malo drugačno naredili, ampak ponavadi bi bil avto postavljen nekje tleko, kot sem jaz, da ščiti, se pravi, gasilce in pa reševalce. In pa zelo pomembno je, da postavimo tudi protipožarno zaščito, se pravi,
nasilnik, ki stoji na cesti, je namenjen, če bi avto pri prometni nesreči zavoril ali pa med našim delom, da bi avto zavoril. To je zelo pomembno in pa seveda vedno pri prometni nesreči vedno samo požarno zaščito. En tovornjak z vodo je vedno imate zaščito iz požara požara. Se pravi, znaki, to je prikazano, da se bo lahko se način zamišli nič dom, nekaj, potem je tako način priprava, poškodovanje reševanja problema. Se pravi, avto se mora najprej stabilizirati. Vse, kar bomo odrezali, ušibi kot civilno vozila in vozilo se lahko ob našem razredu še dodatno skrči oziroma zlezi skupaj in našega podosrečnica, kateri je umet, v razredu čevili dodatno poškoduje. Se pravi, tole je potrebno bo razbiti šipo pri vozilih oziroma steglo. Se pravi, zakaj? Če bi bilo vrata razbite, pa šipa še cela, vrata pač poškodovane, se vrata normalno ne dava več odpreti. In je potreba šipo razbiti, tudi čim prej bomo razmišljati, da lahko reševalo se zvezajo pet noter steklo in bomo delal tisto prvo pomoč, mi pa se pripravamo, tisto potrebno za razrez, oziroma da bomo naredili. Da bomo lahko vrata držali od praktično prideti, da se tako reševalci vred, da podosrečen za kateri je enostavnosti vozila. Enkrat se dobimo, lahko da je podosrečen da lahko da je izgubil velika dni, lahko da je v stanju, katera ne dviga in treba je potem čim prej nekaj spremljati. Urbi pred notar. Urbi je not, nesrečen se bomo pripravili. Potriga čez glavo še. Zaradi dejanskih poškodb se bi iztekal zatem pri odkrivanju vrata, ki se pripravlja plastike, karkoli in bi dali. Prvo. Ja, je una. Nice.
Zdaj, tamle, če se vidi z vaše strani, Nikita Gasilc je napolnjavo na volan. To je zaščita pri udarcu airbega. Če se slučajno ne sproži, pri karambolu je možno avto poškodovan in nikoli se ne ve, da se volan oziroma airbag na volanu lahko sproži. Obratno. Prvo steklo, prva šipa se nikoli ne zbira, ker je vrsta in je več sklonjena. Vedno se pa je lahko odžaga iz okvirja vozila. Kot ste opazili, imajo gasilci tudi vsi pri čeladah zaščitne vizirje. To je potreben pri tem delu, je visok in koščki stekla, plastike pa pričevire, da se gasilci delom zavarati. Ampak moramo prikazati še en prijem oziroma delo, kako se razvija pristanek streka. Sta potrebna le v brez številčka A in B. Premalo
ker pomaga kakšna pločevina, katera se ne razstriže, to pa bi se mogla, ampak se je naredil v redu, mislim, da je šlo. Mislim, da je pripravljena streha za dvig. Če bi na silo prepošla vodo, ni prava resnice. Vendar bomo pomik zelo dvig postanko tudi od nas, da je tudi naša predsednica, naši reševalci. Želite malo znati nekaj, tako da Bravo! Bravo, držite! Bravo! Jaz se skozi neki telefon do pacijenta nekam pride, ne vem. Ali pa računalc, No, glavno reševalec, ko bi tako vprašal po prvih znakih, kako je zbil. Se pravi, prvih znaki, zbili znaki, ali pika, ali depresivije, izbramo kakšne predobne reške funkcije. In da osnov tega se posrečevalci odločijo za pristop, oziroma da bi to velika oziroma reševanje dobila. Vejte, če je človek enih verbalnih dimenzij, oziroma verbalnih zmer in pa bil, da je bilo to zelo jasno, imamo pa tudi primite, da smo pisali drugi izhodnika, da se na nekaj mislim pravi, zato je na tem mesto prezakega, ki se stavim, krita, sila, skupaj, krita pravi, škoda, verbalnih človek, ker malo manjki za prenos prevzemnika do prenosnih posil, katere pa tudi vodijo v reševalno vozilo. V prvi fazi prevzemnika predstavlja evo, to so vitalne funkcije, zdravniki bi preveril, če ima kakšne nezavestnikane kakšne oči in pa krvavitve. Sedaj tukaj se zato odločila, da je posedovalec še to v redu. Imamo tako, da se nekako opornico, primerno, da ima takovano kosnico. Kaj se veže? Bo en glav preporil. Samo ga čisto, da je še dobro, veš. Se bom jaz. Pa dobro, lej, če je do srca... Glava oziroma kosnica trdnejša. Fiksiram bomo v glavo, veš. Napomnite, vi predstavljali se prav to prometno nesrečo. Če pozvasti na večkrat počasneje, da je bila, jaz upam, da ste nekaj doživeli, pa nikoli ne bi bili v tem, pač našo prikazno vajo. Kaj so to gašilci? Če gašilci bi znašali? Ampak kjerkoli v tem delu bom dal zelo dobro stvari, potem želimo dober za prenos do reševalnega vozila. Probajte tega samo prenesti, da se vidi. Ja, bo še vas vzel prenosno vozila. Počakajte in življenje.
Potem se priključili smo gnese na te prevozne med aktualnim nosilom in pa potem pa v izvajanju rezultatov. Zdaj postaja zanimiva. Prav za naše dobro delo smo ga dobro nekaj preučili, tako da je že v domači skrbi oziroma bo kmalu v domači skrbi. Hvala za prijetno srečanje z nami. Bilo nam je v veselje, da smo pokazali naše orodje in pa naše delo. Čim manj intervencij, problemskih ali kakršnihkoli takih dogodkov, ki bi vi prišli zraven, vam ne želim. Želim vam pa uspeha na društvenem področju in pa veliko še takih prijetnih, lepih veselic, vrtnih, katerih znate narediti študi. Hvala lepa. Se moramo prejti, sem prepozabil na njih. Namreč tako, da predstavnika enote za reševanje z reševalnimi psi skrbimo pogrešano osebo, se pravi s pomočjo reševalnih psov, ostanke še v naši družbi. Enega kuška niste tukaj, zatem se vrnem avto, se nesrečica. Po nesrečnica smo skrili, pa se pustimo presenetiti, ali bo se bolj tudi najdel, po nesrečnica In pa preden se poslovim, še ena stvar, vse otroke, ki so tukaj prisotni, pa njihove starše, vabimo v vrste gasilcev. Vsak ponedeljek ob 6. zvečer, se pravi v ponedeljkih 18:00, se tukaj pri gasilskem domu dobimo in imamo 45-minutne vaje. To prakticiramo čez celo leto, tako da je neka kontinuiteta, da otroke navadimo hoditi k gasilcem. Kaj vse delamo? Čez poletje, ko je bolj toplo, špricamo, delamo vaje z vedrovko, vaje pionirjev, vaje mladincev. Po zimi, ki pa bolj hladno, se poučimo za kviz. Gasilsko teorijo, požarno preventivo, otroke navadimo, kako ravnati v primeru požara, kakšnih drugih nesreč, kaj gasilci vse počnemo. Trudimo se, da jih animiramo na takšne drugačne načine. Ni samo gasilska snov, enkrat na mesec gremo brezplačne Lego kocke sestavljati v Ljubljano, potem sledi v decembru še obisk Miklavža, ki sem že omenil, v spomladi je tudi gasilska orientacija in vsako poletje peljemo od 4, 5 do 8 otrok iz naše okolice na enotedensko taborjenje v enega od centrov šolskih in obšolskih dejavnosti. Vprašajte otroke, ki so že z nami, fajn se imamo. To je to. Otroci se vidimo ob 18. v ponedeljek, zdaj pa predajam besedo našim reševalcem. So psi. Kaj bi to za ena pasma sploh? Naši psi iščejo s dvignjenimi. Naši psi iščejo s dvignjenimi noslovi, to pomeni, da ne grejo po svetu, ampak iščejo najmočnejši izvor vonja. Ole, to je.
Odlično. Čakaj, posodite se. Hvala lepa. Ja, čo, pridna. Ja, pridna si bila. No, kar sam te, tako. Dan, že sem vršil. Že sem cool bil. A v redu, vse v redu z vami. Mislim, kje pa smo? Pojte malo z nami. Tek. Tole, ponesrečnica smo najdel. Hvala lepa Kužiju, ko mu je bilo ime, kako? Nesi. Se pravi, je bila ptička. Ptička Nesi nam je najda ponesrečnica, nesrečen za tem, da vse v redu. Hvala za sodelovanje. Tole, sledi prikaz požara v gospodinstvu. Postal se pijače. Kogar zanima, v kuhinji smo že zakurili večerjo in se pridno kuha. Kaj je gospodinja počela, ne vem, ampak za štedilnikom tam, kjer bi mogla biti, je ni. Lahko pridete pomagati. Naredite me pol krog, prosim, z neki varnostne razdalje in bomo gasilci pokazali primere. Ne preverjamo, kaj lahko naredimo, zdaj se do konca. Bolčin dolije. Pozdravljeni še z moje strani, operativno strani. Čeprav sodelujemo tudi s slovensko in predsedstvo. Prikazali bomo velikrat, se zgodi v kuhinji, ko pozabimo na olje, temperature se olje užge. Prikazali bomo štiri postopke. Eden od postopkov je, da damo samo pokrovko gas, seveda prej ugasnimo plin oziroma elektriko. Drugi postopek bo prikazan mokro krpo, ki je tudi običajno v kuhinji pri roki. Lahko je tudi mokra pisača, karkoli. Samo da je mokro, da ni suho. Vedno pa najprej zapijemo dovolj goriva. Tretja je gašenje z CO2 aparatom. To je že bolj redka zadeva doma. Mogoče kakšni domate celo halon. Sicer halon se ne uporablja več, zato ker je ozonu škodljiv, je toplogredni plin, kot se reče temu. Zadnji postopek bomo pa prikazali gašenje s prahom. Ta je malo bolj pogost v naših domovih, je pa malo bolj zoprn zaradi samega čiščenja, ker ta prah je zelo droben in se zavleče povsod. Na koncu bo še naša kolegica prikazala največjo napako, ki jo lahko naredimo v kuhinji. To je, da pijemo posodo, jo damo pod tekočo vodo ali pa da zlijemo na olje vročo vodo, oziroma na vroče olje vodo. Z namenom seveda gašenja, ampak učinek je glih nasproten. Zdaj upam, da se bo tale naš olje čim prej vžgal, kadi se že. Takrat, ker nimamo namena ga vžgati, se verjetno prej vžge. No, da se zakoru. Kaj ne gori? No, to je prvi plamen, ampak mi še vedno spimo, ali pa smo pri sosedu na kavici. Ali pa gledamo tekmo. Recimo, gledamo tekmo, tam upam, da bolj navijamo se Sloveniji. Dobro, evo prinde v vodu. No, še prvi smo pili in popili s pokrovko. To je vse.
Ne rabimo nič drugega narediti, ne? Kaj se je zgodilo? To pomeni, da je... Zakaj se je vžgal nazaj? Zato, ker je tako visoka temperatura olja, da se pride do samovžiga, ne? Zdaj bom kolega prikazal gašenje z mokro krpo. Krpo je primerno, da jo vzamete oren, da nima vode vse, da ne bi kapljalo olje, ker pol pride do skozi. Pokrili smo olje in da ne bi naredili napake, pa dali pol posodo v umivalnik, pa nalili vodo. Ker to pustimo, da se ohladi. Olje se mora ohladiti. Kar pa nam omogoča to, tak je že samo. Kar pa nam omogoča to, da lahko najdemo pokrovko oziroma drugo ustrezno gasilno sredstvo. Prvo pogas. CO2 je v bistvu hladilni plin, ki ekstrajni kisik in dobi samo površino. Zato mi tu zaporedil tako nazaj. To bom prikazal še gašenje s prakom, da se bo kar močno zakodil. Ne, zdaj bo snem ta prvo. Ne, če me pogasi. Bojana, ne pogasite prve. Pogasil bo ta prvo, pogasi s tem. Da bom pokazal gašenje s prakom. Evo, ni bilo potrebno velika, ne? Ampak hitro pride nazaj. Zdaj pa še ne večja napaka, ki jo lahko naredimo, da pažite malkate si stran. Najprej se to zgodi, se polijemo vodo. Se pravi, ja, nekaj gori, zagovorimo nam pol marca, ali pa si se gori zdrave, da je pa sumimo. Voda ni priporočena, ni glih najboljša volja. To je to, zraven imamo še nekaj zavese, ki smo imeli, da ni več uporabno. Če imate kakšno vprašanje,